Minulo soboto so novo urejeni del učne poti simbolično odprli in predstavili pohodnikom, ki so se zbrali pri izviru Krupe ter podali na dobra 2,5 kilometra dolgo krožno pot, ki vključuje tudi visečo brv čez smaragdno zeleno reko. V poti so postavili tudi razgledno točko, igrala, klopce in uredili več informacijskih točk. Posebej bi pa želela izpostaviti infotočko, kjer podajamo informacije o školjki kongeriji. Gre za edinstveno jamsko školjko, ki živi samo v zaledju reke Krupe. To je edino nahajališče v Sloveniji, še več redke države v Evropi se lahko pohvalijo, da imajo na seznamu številnih jamskih živali tudi školjko kongerijo. Vsa opravljena dela so vredna okrog 157 tisoč evrov. Tukaj pa je vključena tudi obnova mostu pri Perovem mlinu, ki smo ga pa tudi naknadno, čeprav ni del projekta, umestili, kajti ta most je bil že dotrajan, nekako smo ga odmikali in sedaj, ko je pot dokončana, je potem tudi to pomemben del. Čez ta most namreč vodi pot do kraške jame Judovska hiša, kjer so uredili učilnico v naravi. Tokrat so jo prepustili gobarjem, ki so v naravnem okolju predstavili več kot 100 vrst gob, nabranih na območju kraške učne poti. Od jurčkov, ki so najbolj pomembni, najbolj zaželeni, pa do tistih, ki jih mnogi poznavalci ali pa pohodniki niti ne poznajo. So jih pa lahko spoznali na tokratnem pohodu, na kraški učni poti, ki je navdušila pohodnike. Zanimiva učna pot je. Mi smo bili že večkrat z družino, da smo se tudi lotili še s prijatelji. Zanimiva, kar precej, tako da se splača priti pogledati. Celotna kraška učna pot od Lebice do Krupe je sicer dolga 15 kilometrov, ima več vstopnih točk in kar 16 naravnih in kulturnih znamenitosti ter sodi med najpomembnejši del turistične ponudbe semiške občine, ki se lahko pohvali z nedavno prejetim laskavim priznanjem. Letošnja poletna turistična patrulja jih je skupaj z občino Lendava uvrstila na prvo mesto letošnje 4. sezone ocenjevanja naključno izbranih slovenskih krajev.